Panični napadi so se začeli v 8. razredu, pa niso bili še toliko pogosti, kakor potem v 9. V 9. razredu sem pa tudi imela po 2 do 3 panične napade na teden. Stres povezan s šolskimi dosežki, prehod v srednjo šolo, lastna pričakovanja in pričakovanja drugih. Se je moje celo telo začelo tresti, pol pa včasih tudi sledilo, da nisem mogla dihati normalno, potem sem se prestrašila, začela jokati. In v bistvu sem sam rabila nekoga, ponavadi je bila to mami, da me objame. Panični napadi so vplivali na njen vsakdan. So se pa te panični napadi ponavadi dogajali ponoči pri meni, tako da zelo velikokrat tudi nisem spala in sem bila pol naslednji dan toliko bolj izmučena zaradi tega in tudi nisem šla velikokrat v šolo naslednji dan. Razlogi za stiske mladih so različni, nekateri so povezani tudi z dolgoročno prihodnostjo. Da ne bom prišla na srednjo šolo, oziroma ocene in te točke v zadnjem letu. Me najbolj skrbi, kako se bom ujela s prijatelji na srednji šoli in kako da me bojo sprejeli. Me zdaj predvsem ocene, ki jih imamo res veliko proti koncu maja, oziroma celotno obdobje maja se mi zdi, da se kar nabirajo. No, potem pa jaz sem tudi iz mednarodne gimnazije in imamo veliko nekih zunanjih, recimo, raziskovalnih nalog, ki jih rabo napisati in se zdaj počasno nabirajo vsi te roki za oddajo. Definitivno ta pritisk sovrstnikov, definitivno kako si oblečen, kaj delaš, kje si, kaj si, zakaj si, kako ti izgleda, ne vem, kako izgledaš. Pri enih so ful pomembne ocene, pri enih ne, pri enih imaš tako ne vem, jaz se ful trudim, da bi imela čim više ocene in pa so smo joj, kaj si pifla, kaj se trudiš, ali pa pri drugih, na drugih šolah so pa tako imaš trojke, joj, ko si slaba. Jaz bi šel v tujino in vsi te faksi so precej dragi, v primerjavi s temi v Sloveniji, ki so zastonj. To so eni taki dejavniki, na katere pa ne moremo vplivati. Te cene stanovanj so kar visoke in ko bom jaz prišel do te točke, da bom rabil stanovanje, ne vem, če ga bom dobil sploh v okolju, ker ga bom rabil oziroma želel. Podnebne razmere, negotove finančne razmere, seveda tudi naprimer vojne, tudi glede prihodnosti. Se pravi, tudi glede prihodnosti imajo vse več stisk, se pravi, tako glede lastne, kot tudi širše svetovne. Izzive pred otroke in mladostnike postavljajo tudi pomembni odrasli in šolski sistem. Sta samo 2 roka ocenjevanja, kar pomeni, da če zboliš, imaš samo še eno možnost in druga možnost je popravni izpit. Jaz imam sošolca, ki je bil bolj resno bolan to šolsko leto in ima zdaj v 2 tednih 10 ocen. Ta pričakovanja staršev so prevelika. Ugotavljamo, da jih celo leto ni bilo blizu, ni bilo nobenega povpraševanja o počutju njihovih otrok, kako delajo. Zdaj na koncu bi bili pa radi zelo uspešni. Na koncu leta otrok, ki celo leto ni delal domačih nalog, ki se ni sproti učil, je iluzorno pričakovati, da nesmiselno je interpretirati, da je šola tista, ki povzroča otrokovo stisko. Takrat, ko so zaključevanja, se pravi maj, junij ali pa januar, recimo december, takrat je v bistvu večje povpraševanje po naših storitvah, če temu tako rečem, v naših urgentnih ambulantah. Več pritiska, oddelki bolj polni. Mogoče imamo 10 urgentnih pregledov na dan, čez poletje, ko so počitnice, pa se zgodi, da kakšen dan tudi nobenega ni. Sogovorniki opozarjajo, da je problem v tem, da smo ocenam pripisali drugačen pomen, kot so ga imele v preteklosti. Ocene so postale precej usodnejše. Torej niso več samo stvar otrok ali njihovih staršev, in zdaj so stvar celotne skupnosti, ki verjame, da je ogrožena in da bo kot družba nekonkurenčna in da bomo propadli, če znanje ne bo dovolj visoko. Drugo je, da mogoče opažamo, da se spreminja, koliko naša populacija prenese frustracij. Čuvanje otrok pred stiskami. To otroke dela nemočne. Če mu ne dovolimo v 1. razredu premagati stisko, da jo mi odrasli rešujemo, potem bo v 9. ta tako huda, da bo otrok klonil. Mladi menijo, da živijo v precej drugačni družbi, kot so živeli njihovi starši. Se je razširil ta krog, ki je bil včasih, recimo razred ali pa sosedje, s katerim se primerjamo, ampak je tudi socialna omrežja, internet in torej se mi v bistvu primerjamo z najboljšo peščico iz celega sveta. Je zelo prisotna neka anksioznost med mladimi, da v njihovem življenju gre pa vse narobe, zato ker
popolno. Ne? Cel svet je v bistvu zdaj že malo očrnjen in malo tak žalosten. Mladi ugotavljajo, da so žrtve družbenih konstruktov in norm. Mlade se že zelo zgodaj porazdeli v dva razreda, torej uspešni ali neuspešni. Velik problem je seveda, da se v Sloveniji ne spoštuje srednjih šol kot pa gimnazije. Nekako gledamo na to, kot da so manj vredne, kar je seveda problem. In to v bistvu v mladih postavi nek dvom. Jaz sem bil doma vzgojen vedno, da je vsako delo častno in da karkoli bom počel, bo to v redu in bom zaslužil spoštovanje. Medtem ko v osnovni šoli in pa tudi v srednji, ampak predvsem v osnovni šoli, pa velika, če kdo kaj ne dela v šoli, pa to mu učitelj reče, uči se, če ne boš čistil na pumpi ali pa v osnovno šolo, s čimer nas učijo, da če se ne bomo učili, če ne bomo imeli 5 samih v šoli, bomo drugorazredni državljani. Prav takšna sporočila pa ustvarjajo občutek neuspeha, še preden mladi sploh stopijo na trg dela. Živimo v neoliberalni, zelo tekmovalni družbi, ki pritiska, ki spodbuja individualno tekmovanje, ne pa skupinsko sodelovanje. To vidimo že na ravni mature. A imamo kakšen predmet, kjer bi bil učenec, dijak ocenjen po tem, kako uspešno sodeluje z drugimi? Vse stiske sicer niso povezane s šolo, nekatere praviloma večje izvirajo iz domačega okolja. Imajo stiske zaradi v bistvu stisk nekoga drugega, ne? Se pravi, da niso sami krivi. Naprimer, poznam primer, kjer je sestra od kolegice imela težave z anoreksijo in je seveda potem tudi na njo to zelo psihično slabo vplivalo. Nekateri, ki so tudi se drogirajo, starši, so že bili taki primeri in bi rekel, da tudi zelo vpliva na njihove otroke. Včasih vidimo otroka ali pa mladostnika, ki je depresiven, pa samomorilen, pa dejansko potrebuje psihiatrično zdravljenje, pa so na razvoj te simptomatike v bistvu vplivali več let trajajoči, recimo konfliktni družinski odnosi ali pa neka neprepoznana zloraba ali pa tudi mogoče zloraba, ki jo je kdo od strokovnih delavcev prepoznal, pa ni bila obravnavana tam, kjer bi morala biti. Pravi, da centri za socialno delo delajo dobro, a je kadra po njeni oceni vsaj polovico premalo. Če bi se centri vključili takrat, ko so bili prvi znaki v bistvu nečesa, nekih težav ali pa nekega nasilja doma vidni, mogoče nikoli ne bi do psihiatrije otrok prišel. Prešibko sodelovanje med šolami, socialnimi službami in zdravstvom izpostavljajo tudi druge sogovornice. Ko pripeljemo tudi do centra socialno delo, mi nismo več njihovi sogovorniki. Če bi bile te povezave in to delo bolj intenzivno, potem se mi zdi, da bi lahko marsikakšno stisko tudi mi rešili. Posledice nenaslovljenih stisk so lahko zelo hude. Največja težava je, če mi prepoznamo stisko in jo starši ne priznajo. Imamo tudi take primere. Tu smo pa pol nemočni. Mi pripeljemo do strokovnih služb, potem pa starši ne peljajo naprej postopka. To se mi zdi tudi najbolj grozljivo. Soočiti se je morala tudi z najtežjimi posledicami duševnih stisk, zato opozarja, da samomor ne prizadene le družine. Mogoče je narobe to, da mi pač učitelji to nesemo domov, ne, tako kot otroci. To se pa rešuje samo s tem, da se pogovarjamo in odprto govorimo o teh problemih. Pri mladih je ta impulzivnost zelo močna, ne? In zato dostikrat od misli do vedenja je zelo ta kratka pot. Ne? In zato je zelo pomembno, da smo v stiku z mladimi. Čeprav samomor nikoli ni rešitev, njihovo število narašča tudi med otroki in mladostniki. V obdobju med letoma 2022 in 2024 smo zaradi samomora izgubili 55 fantov in 15 deklet v starostni skupini od 15 do 19 let. Kljub zaskrbljujočim številkam pa sogovorniki v zadnjih letih opažajo pomembne premike na tem področju. Te nove generacije so pa res takšne, da si dovolijo povedati in si dovolijo pomagati. Se je to v bistvu toliko nabralo, da nisem mogla več in sem pa v bistvu mami prosila za pomoč in me je peljala k psihoterapevtki. Tako da potem sem 1 leto pa pol hodila na psihoterapije. Sem v dijaškem domu in vzgojitelji tam so super in pač moja vzgojiteljica je kot nek moj terapevt, pač res mi pomaga ful. V šoli tudi včasih šolska psihologinja, ker dosti pač imam res kakšno stisko, da sem v šoli, da ne morem iti. Če se skrivaš, če si bolj v sebi, to v sebi premlevaš. Tudi jaz sem kdaj to delal, ampak sem se zdaj odprl, je lažje živeti, bi rekel. No.
Jaz osebno tudi poznam take, ki umetno inteligenco uporabljajo kot enega psihologa. To pa se mi zdi, da je katastrofa, zato ker pač ni tega medčloveškega stika, neke te topline. Mreža sistemske pomoči se širi, a je pomanjkljiva. Imamo že več kot 20 centrov za duševno zdravje prav za otroke v lokalnih skupnostih. V Novem mestu niti enega centra za duševno zdravje ni. Ne vem zakaj, ker občina ne kaže interesa, zdravstveni dom ne kaže interesa za pridobitev tega programa. V Ljubljani bi jih moralo biti pa 6, pa niti 3 celi niso. Povprečna čakalna doba za prvi prosti termin za pedopsihiatrično obravnavo je bila 1. junija kar 355 dni pri stopnji nujnosti zelo hitro, 597 pri stopnji hitro in 785 pri stopnji redno. Še daljše so čakalne dobe za prvo klinično psihološko obravnavo, in sicer 574 dni pri stopnji zelo hitro, 730 pri stopnji hitro in 817 pri stopnji redno. Sogovorniki poudarjajo, da se moramo kot družba ponovno vrniti k načelu, da je otrok skrb vseh. Da bi ponovno obudili neko to solidarnost, ne pa samo prepustili ljudi, ki ne zmorejo v tej družbi tekmovalnosti, samo strokovnjakom, ne jih nekako vrste kot pošraufajo. Tudi mladi opogumljajo svoje vrstnike. Tudi če ti ne rata mogoče priti na to šolo, je tudi veliko drugih možnosti. Sam pač pokažeš najboljšo verzijo sebe in pač si samo ti. Pozivajo tiste, ki so v stiski, naj svoje težave zaupajo odraslim. Sogovornika lahko dobijo tudi na telefonski številki 116 111, ki je številka Tom telefona in deluje vsak dan od 12. do 20. ure.